Govorimo o enačbi krožnice v koordinatnem sistemu. Najprej bolj enostaven primer, ko središče krožnice je v izhodišču. Torej, tukaj imamo splošno točko krožnice s koordinatama x in y. In torej, tudi ta dolžina je x in ta dolžina je y. Ta krožnica ima pomer r in tukaj vidimo, da imamo pravokotni trikotnik, kjer hipotenuza je r in kateti sta x in y. Torej, razumemo, da x na drugo plus y na drugo je enako r na drugo. In je dobro držati to v mislih, to je enačbo v poenostavljenem primeru, tako v hipu lahko ugotovimo z nekaterih enačb, da predstavljajo krožnice. Na primer, če imamo enačbo x na drugo plus y na drugo minus 16 je enako nič, lahko mislimo, da ta minus 16 ga peljemo na drugo stran in postane 16, kar je 4 na drugo, in torej to predstavlja krožnico s središčem v izhodišču in polmerom 4. Sedaj, če središče krožnice ni v izhodišču, kako napravimo, ni dosti težje. Torej, recimo, da središče krožnice bo v točki s koordinatama P in Q. Tukaj pomer je r. Sedaj, enačba je v resnici precej podobna prejšnji, le da namesto x napišemo x minus p. In potem enačba je bila x na drugo plus y na drugo enako r na drugo. Namesto x minus p in namesto y minus q. Torej, mi lahko tudi izpeljemo neko splošno obliko enačbe, precej zlahka, in bi dobili to. X na drugo plus y na drugo plus ax plus by plus c je enako nič. In to velja znati, ker pri raznih vajah se to uporablja. Sedaj, če nam je dana neka enačba krožnice, uspemo ugotoviti, kje je središče, kje je pomer, se lahko naredi tudi precej zlahka z dopolnjevanjem do popolnega kvadrata. Zdaj vidimo en primer. Recimo, da imamo enačbo x na drugo plus y na drugo minus 4x plus 6y minus 12 je enako nič. Sedaj, popolnjevanje do polni kvadrat rabi formulo kvadrata binoma. A plus b na drugo je a na drugo plus 2ab plus b na drugo. Je tudi važno, če tukaj imamo minus, bomo imeli tukaj minus. Torej, zdaj damo skupaj x-e. X na drugo minus 4x. In hočemo, da to sta prva dva člena kvadrata binoma. Če x na drugo je na drugo, je precej jasno, da a je x. In tukaj imamo, torej smo rekli, da a je x, in tukaj imamo 2b. Minus je tukaj, minus je tudi tukaj. 2b bo torej ta 4. b je precej jasno, da je 2. Samo tukaj tretji člen je b na drugo. 2 na drugo je 4. Samo ne moramo kar tako dodati. Če mi nekaj dodamo, moramo tudi odvzeti. 4 minus 4 je nič, drugače enačba ni ekvivalentna prejšnji. Zdaj naredimo podobno za y. Y na drugo plus 6y, in kot prej, y na drugo je a na drugo, a je y. Torej, a je y, in tukaj imamo 6y, in tukaj 2b je 6y, torej b je 3. In moramo dati b na drugo, torej plus 9 minus 9. In potem še damo tisti minus 12, je enako nič. Torej, ti trije členi in ti trije členi nam dajo kvadrate binoma, kot smo komaj razumeli. X minus 2 na drugo plus y plus 3
na drugo in potem imamo še kaj, še te člene, -4, -9, -12, torej -4, -9 je -13 in še -12 je -25. Je enako nič. Si lahko mislimo, da ta -25, ki ga peljemo na drugo stran, je 25, kar je 5 na drugo. Torej, to je ena krožnica s polmerom, ki meri 5. In središče, katero je. Pazite, da v formuli smo imeli x minus p, y minus q. Torej, p je -2 in q je -3. Torej, središče je v točki 2, -3. Lahko tudi si mislite tako, da če tukaj damo 2, 2 minus 2 je nič, če tukaj damo -3, -3 plus 3 je enako nič. Prav. Sedaj, opazite, da v teh enačbah smo imeli 1 x na drugo plus 1 y na drugo. Če pa bi lahko bil tudi nek drug koeficient in bi bila še zmeraj krožnica. Dovolj, da je isti pri x na drugo in pri y na drugo. Če bi bil, na primer, 2x na drugo plus 2y na drugo in potem še nekaj, bi bilo dovolj, da bi enačbo delili z 2. Potem v ostalih členih bi lahko dobili nekaj ulomkov, ampak to ni en problem. S to proceduro lahko tudi razumemo, če neka dana enačba sploh predstavljeno krožnico, kar ni nujno. In kako razumemo, ko naredimo to, ko mi damo to število na drugo stran, če tukaj bi bilo negativno število, pomeni, da r na drugo je neka negativna vrednost, ampak kvadrati realnih števil so zmeraj pozitivni, torej ne bi imeli enega polmera in torej tisto ne bi predstavljali enačbe krožnice. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.